Ja, Domen, to se ni prvič na tem drugače, sem to že veš. Ne, to se je prvič zgodilo, da sem to po 10 minutah ugotovil. Ne? Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Po oddaji bomo tokrat govorili, kako se slovenska podjetja lotevajo BIM-a. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matevž. No, to je že danes drugič, ko tole govorimo, tako da poslušalce vejo, da smo enkrat že posneli, ne moja napaka, da tole snemamo še enkrat. Ne, Matevž, enkrat nismo posneli, prvič snemamo. No, ampak govorimo pa že enkrat, tako da zdaj že veš, da gostimo Domna Ivanška iz podjetja Knauf Insulation. Pozdravljen, Domen. Lep pozdrav. No, hvala tebi, da trpiš z nama danes. Povej, kaj počneš, odkje prihajaš? Najprej hvala za povabilo, tole zanimivo oddajo. Mogoče sam par stvari za začetek direktno o sebi. Prihajam z Bleda, tako da sem obiskoval gimnazijo Selice in se kasneje odločil za študij na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Osebno zelo rad potujem, spoznavam nove ljudi, nove kraje, se rad ukvarjam z različnimi stvarmi, predvsem z različnimi športi. Med drugim sem nekaj let tekmovalno treniral tek na smučeh, zdaj se pa predvsem rad poslužujem bolj adrenalinskih stvari. Rad preizkušam tudi kakšne nove tehnologije, seveda z neko zdravo mero zadržanosti. Se pa tudi na različnih potovanjih ne moramo tresti pridobljene poklicne deformacije in seveda stavbe pa mesta opazujem malo z gradbeno-inženirskega stališča. Hvala za tole predstavitev. V bistvu res si pač naštel veliko stvari, o katerih bi se dalo pogovarjati. Skratka, držali se bomo nažalost danes samo BIM-a ali pa v bistvu s tem povezanih stvari. Naj poslušalcem povem, da je mogoče zvok nekoliko slabši, kot je običajno. To je prvič, da v podcastu kličemo gosta na mobilni telefon. Ni daleč, v bistvu slišali smo se že z nekom iz Nove Zelandije pa iz Nemčije, ampak danes so druge okoliščine privedle do tega, da pač uporabljamo eno takole zadevo, da iz Skypa kličemo na mobilni telefon. Domen, če lahko za začetek recimo pač začnemo recimo na začetku, kako je pač v podjetju, kakšno je to podjetje, skratka nekaj opis enega tazga podjetja, ki ga recimo morda poslušalci ne poznajo. Saj jaz konkretno sem mislil, da je to nekaj novega, dokler jasno nisem videl, da je to pač Termo, ne? Bivši. Tako, točno tako. Ja, to je mogoče samo da omenim, moja druga služba redna. Knauf Insulation je bilo prej podjetje Termo, ki je mogoče najbolj znano vsakemu, ki se kdaj srečal s kakšnimi gradbenimi materiali, znano pod imenom Tervol. To je v bistvu komercialno ime za kameno volno, ki jo je izdelovalo podjetje Termo. Leta 2007 je podjetje Termo prevzelo podjetje Knauf Insulation. Mogoče par besed o tem. Knauf je verjetno širši publiki znan predvsem po Knauf močnih ploščah, po knaufanju, se pravi dobesedno po suhomontažnih sistemih, recimo za spuščene stropove, predelne stene in podobno. Knauf je družinsko podjetje, ki je razširjeno po celem svetu, velika korporacija, ki se je v nekem trenutku odločilo, da poleg teh klasičnih suhomontažnih sistemov iz močnih plošč, jeklenih profilov in podobnega, se začne ukvarjati tudi z toplotno izolacijskim segmentom. In je obralo tako strategijo, da je v bistvu prevzelo oziroma kupilo ene najboljših, če ne celo najboljša podjetja v širši okolici oziroma na svetu,
ki se ukvarjajo s to panogo, in eno od teh podjetij je bilo tudi Termo Škofja Loka. Tako da od 2007 ni več Termo, ampak je Knauf Insulation. Zdaj, Knauf Insulation je tudi precej velik koncern, dejansko svetovni, prisotni smo, lahko tako rečem, v več kot 35 državah sveta z več kot 40 proizvodnimi obrati. Imamo pa in ta privilegij tukaj v Sloveniji, dejansko prav tukaj v Škofji Loki, da smo od teh 40 proizvodnih obratov največji proizvodni obrat za kamenjo volno. Tukaj v Škofji Loki je tudi center razvoja tehnologij za kamenjo volno, celo zelo sodoben centralni razvojni laboratorij za cel koncern, center OEM komercialne organizacije, se pravi produkti, ki se prodajo kot polprodukti industrijskim kupcem, recimo za protipožarna zvočno-izolativna vrata, ki se potem prodajo recimo zelo prestižnim hotelom, med drugim tudi v Dubaju, Abu Dhabiju, Rusija, Amerika in tako dalje, dimniški sistemi, za vse vrste pečic, oziroma večino vseh najbolj znanih podjetij pečic se proizvaja tukaj v Sloveniji, izolacija, za fasadne panele in tako dalje. In tukaj imamo tudi v Škofji Loki center razvoja in pa vodstva za naš novi segment zelenega prodajnega programa, to so pa zelene strehe, rešitve za zelene talne površine, zelenice, vrtnarstvo in podobno. Tako da en tak privilegij, no, da imamo kar močen razvoj in pa močno ekipo prav tukaj v Sloveniji, v eni majhni državi za podjetje, ki je prisotno na dejansko vseh svetovnih trgih. Tukaj smo tudi prvi uvedli novo tehnologijo proizvodne, ki je po novem z energentom plin, prej bil s koksom, in tudi to je v bistvu en tak močan razvojni menik v tej industriji. Tako da mogoče na kratko, oziroma mogoče malo manj na kratko o podjetju. Ja, vsekakor zanimivi podatki. Jaz sam osebno veliko večino tega nisem vedel. Predvsem impresivno je to, da je slovenska podružnica pač vodilna v razvoju enega takega globalnega produkta, ker mi smo se namreč srečali na enem dogodku in tam niste predstavljali suhomontažnih sistemov, ampak te zelene strehe. Ja, zdaj mogoče samo še to, da omenjam, tukaj Knauf Insulation se ukvarja res z izolacijami, pa s tem zelenim programom, medtem ko naše partnersko podjetje Knauf Ljubljana, ki je čist lokacijsko, upravno, tehnično, logistično ločeno od nas, je pa locirano na Dunajski cesti v Ljubljani. Oni imajo pa močne sisteme, močne plošče in tako dalje. Tako da seveda sodelujemo med sabo, ampak smo, tako kot sem prej omenil, precej ločeni, kar se tiče lokacije, logistike, vodenja in tako dalje. Jaz osebno sem pa zaposlen tukaj kot inženir tehnične podpore trženju na segmentu gradbeništva. Na segmentu gradbeništva pa dejansko izdelujemo izdelke, recimo iz kamenje volne, steklene volne, ekstrudiranega polistirena, ki se prodaja potem kot končni produkti, se pravi ne kot polprodukti industrijskim kupcem, kot v primerih vrat, dimnikov in podobno, ampak končni izdelki, ki se v taki obliki že dobajajo potem na gradbišče. Ta segment je pa omejen v vsaki državi na svoj lokalni trg, ker seveda verjetno tudi sama dobro poznata, vsak trg ima svoje določene predpise, zahteve, značilnosti, tako da ta gradbeniški segment je v vsaki državi majčkeno ločen po svoje. No, v bistvu jaz trenutno ne morem iz svoje kože, ne da bi vprašal, v bistvu, kakšen je bil prehod iz študijskega obdobja in potem, ko si končal v ta del, kjer pač govoriš o precej specifičnih stvareh, kjer verjamem, da večino tega recimo na fakulteti nisi spoznal ali pa vsaj ne v tolikšni meri, da bi ti enostavno omogočali zelo enostaven prehod in delo v podjetju. Lahko mogoče samo tako daš za občutek, kakšen je bil ta prehod, v bistvu je bil težek, zelo tak naporen ali je bilo v bistvu vse skupaj
dosti sprejemljivo, dosti v bistvu v luči, ne vem, sprotnega učenja in tako naprej? Ja, dobro vprašanje. Tukaj je smiselno, da omenim, da recimo že v fazi študija, pa tudi že malo srednje šole, sem seveda po zaslugi študentskega dela zelo različna dela upravljal. Recimo med drugim sem začel seveda čist pri takih bolj enostavnih delih, recimo poleti sem pomagal nekemu zidarju, potem sem tudi recimo naredil med drugim izpit za težko gradbeno mehanizacijo, sem vozil malo valjar, potem sem na neki drugi lokaciji, recimo pri enem drugim podjetju, malo pomagal pri mizarskih delih, tudi na samih gradbiščih, tako da sem v bistvu že v fazi študija se spoznal z recimo razmerami na samih gradbiščih, z obrtniškimi deli, v kakšni obliki recimo pridejo od projektantov informacije načrti do samih izvajalcev. Prakso sem delal v biroju za izračune statike, tako da sem se tam malo dodatno spoznal, čeprav ta enomesečna praksa bi po mojem mnenju lahko bi bila malo daljša, ampak vsi vemo, da je pač malo težko izvesti nekaj kvalitetnega v tako kratkem času, tudi za same gostitelje, če lahko temu tako rečemo, biroje, ki te študente spremljajo. No, potem sem pa nekaj časa po končanih izpitih se odločil že ob delu v moji prvi službi, kaj točno bi delal za diplomo. Bil sem tudi pri tebi, Matej, se mi zdi, enkrat glede ene ideje, malo augmented reality, ukrepljeni oziroma razširjeni resničnosti, kakorkoli se že to bolj slovensko pravilno imenuje. Ampak predvsem sem želel delati nekaj iz nekega realnega področja, ki se uporablja na trgu, nekaj konkretnega, uporabnega, in sem se potem povezal s CBS inštitutom, to je razvojni institut v lasti Trima, kjer sem delal analize prehoda toplote na stikih njihovega novega zelo inovativnega izolacijskega sistema obešenih fasad. Tako da tukaj sem se tudi zelo veliko naučil tudi stališča numeričnih analiz in pa samega prehoda toplote v teh konstrukcijah, kar mi je potem zelo koristilo tudi, ko sem se zaposlil tukaj v Knauf Insulationu, ki se dejansko ukvarja s toplotnimi, zvočnimi in požarnimi izolacijami in seveda energetskimi rešitvami v gradbeništvu. Tako da ta prehod zame ni bil tako, recimo temu, težaven, ampak je kar nekako lepo zvezno po naravni poti se nadgrajevala. Zanimivo pot si opravil, moram reči. Zato bi pa bilo zanimivo morda izvedeti, kako je tebe in tudi firmo zaneslo potem v BIM vode, ker vemo, da oziroma vsaj na tem dogodku smo videli, da ste se usmerili tudi v BIM, pa me zanima, kak je ta prehod potekel, ko si prišel na trenutno pozicijo, kaj se dogaja. Pa tudi zanimivo bi bilo zvedeti, če si na faksu že kaj zvedel v BIM-u. Ja, začel sem na faksu s prvim letnikom v letu 2004. Tako da takrat v fazi mojega rednega študija nismo kaj dosti govorili o BIM-u. Recimo pri risanju armature smo se spoznali z Alplanom, sem in tja se je omenil BIM, ga pa nismo recimo obravnavali v okviru kakega študijskega predmetnika. Sem se pa pač samo iniciativno udeležil tečaja Revita, ki je bil organiziran za študente, pa zadeva me je tudi osebno precej zanimala, tudi prebral sem nekaj diplom na to temo drugih kolegov, mogoče tudi nekaj razmišljal o tem, da bi tudi sam za diplomo nekaj iz te vsebine delal. Glavno sem malo spremljal, ampak nič konkretnega, dokaj nisem prišel samo v to podjetje. V bistvu tukaj sem bil potem na začetku, to je zdaj ravno 2 leti in pol nazaj, ko sem prišel v to podjetje, sem bil mogoče malo presenečen, da niso ravno poznali te zadeve. So slišali na kakšnih internih korporacijskih sestankih, so se malo pogovarjali o teh zadevah, ampak je bilo vse mogoče še malo bolj v megli. Potem, ko sem malo spoznal trg,
tukaj v Sloveniji, koliko dejansko ljudi to uporablja, koliko se v praksi to uporablja, sem v bistvu hitro videl, da je mogoče to malenkostno nepoznavanje te teme bilo čisto pravično, ker razen zelo redkih industrijskih ponudnikov gradbeništva tukaj v Sloveniji dejansko te knjižnice še niso toliko razvite in se ta metodologija še ne uporablja v projektiranju, izvedbi, sploh pa ne v upravljanju toliko, da bi se lahko zadeva že zelo množično poznala. Tako da v bistvu sem dal idejo, že zelo kmalu, ko sem prišel v to podjetje, da bi se razvile BIM knjižnice teh naših produktov izolacijskih z namenom, da imajo projektanti na voljo v taki zelo priročni obliki vse naše materiale z vsemi potrebnimi karakteristikami, ki jih potem potrebujejo za nadaljne analize in projektiranje. Tako da mogoče z prve roke lahko povem, da smo se odločili, oziroma sem se odločil, da naredimo BIM knjižnico za dve platformi, in sicer za Autodesko Revit in za nemško Archicad. Predvsem iz stališča, ker sta po mojih izkušnjah in pa pogovorih z deležniki v procesu oziroma projektanti in drugimi igralci v gradbeništvu tukaj v Sloveniji to najbolj razširjeni platformi. Za knjižnico za Revit smo potem razvili sodelovanje s CGS Plusom, medtem ko knjižnico za Archicad z Pilonom, ki sta v bistvu glavna distributerja za ti dve platformi. Za naš drug segment zelenih rešitev Urbanscape smo pa razvili našo BIM knjižnico z španskim podjetjem Bimetica. To pa je iz tega razloga, ker bo ta knjižnica res namenjena celotnemu svetu, se pravi čisto mednarodni skupnosti. Knauf kot celotna organizacija pa ima neko krovno pogodbo z njimi. Ampak lahko iz vlastnih izkušenj rečem, da so naši strokovnjaki tukaj, Pilon, CGS, popolnoma kompetentni, če ne celo, bi si upal trditi, da če ne celo bolj kompetentni kot pa recimo tisti velik ponudnik teh BIM rešitev v Španiji. Tako da tukaj imamo res vrhunske strokovnjake, ki so sposobni zelo veliko narediti, imajo ogromno znanja in izkušenj in lahko z gotovostjo trdim, da lahko zelo dobre storitve nudijo naši industriji. V bistvu, mislim, hvala, da si že odgovoril na moje naslednje vprašanje, ko sem hotel vprašati, ali ste se tega sami lotili, ali ste poiskali zunanje partnerje za izdelavo teh knjižnic. To, kar sem hotel, v bistvu pa na splošno menti je ena tak v bistvu presenečenje, da v bistvu presenečenje nad odprtostjo podjetja v bistvu na takšne, recimo predloge nekoga, ki pač pride, pa ni že dolgo tam, ne? Da se stvari dejansko premaknejo, ker jaz imam zelo pogosto občutek, da se te stvari sicer da na mizo, se govori o njih, potem se pa dolga leta nič ne zgodi, ne? Ker pač predlagatelj ni na ustreznem delovnem mestu ali pa nima dovolj moči od nekega odločanja o teh zadevah. Tako da v bistvu moram reči, da sem kar presenečen, da se to očitno dosti hitro zgodilo od takrat, ko si ti prišel, pa do tega, da dejansko te knjižnice imate na trgu. Ja, tukaj moram zelo pohvaliti tole našo strukturo in odprtost naše ekipe. Če je predlog dober, se ga splača obravnavati. Zdaj, imeli smo razvite že kaj detajle, razmišljali smo tudi o drugih knjižnicah in zadevah. Tako da, ko sem jaz to predlagal, sem v bistvu prevzel ta projekt in začel malo raziskovati, kakšno je dejansko stanje na trgu, koliko tega že obstaja, kaj bi sploh morali izvesti, kaj bi bilo smiselno, kaj ne bi bilo. To je en določen proces, ki nekaj zahteva, nekaj časa predvsem, poleg seveda vseh ostalih zadolžitev, ki jih imaš. Ja, je pa definitivno zelo pozitivno, da je bilo to precej hitro in pa pozitivno sprejeto
In vsekakor me veseli, da smo to speljali še kar recimo kot eni recimo temu prvih na slovenskem trgu. Tako da, kot rečeno, smo se pa odločili za seveda pomoč specialistov, ki se s tem res ukvarjajo in imajo izkušnje iz prakse, vejo, kako te zadeve projektanti uporabljajo in so seveda podali tudi zelo veliko kvalitetnih informacij in predlogov. No, zdaj, če je že ta implementacija bila uspešna, pa kot smo videli, se je v bistvu zgodila tako precej hiter. Kakšne so pa zdaj kaj prve izkušnje? Kako? Prvi? Če ste zdaj pač se usmerili in pa pripravili te knjižnice, pa to, me zdaj zanima, če so že zdaj kakšne prve izkušnje uporabljati te knjižnice. Ja, zdaj ravno zdaj v tem trenutku oziroma dober teden nazaj smo te naše knjižnice objavili na spletni strani, tako da pozivam vse poslušalce, to bo tudi objavljeno spodaj v priporočilih, da grejo na spletno stran www.knofinsulation.si pošiljnica BIM knjižnica in si te datoteke oziroma knjižnice prenesejo in tudi gledajo in uporabljajo. Moram reči, da neke močne zdaj marketinške kampanje oziroma oglasov tega še nismo planirali, bo pa to sledilo zdaj v kratkem. Tako da točnega podatka priznam, da še nimam, koliko bo zdaj tega prenešenega v tem tednu, odkar je to objavljeno. Bomo pa seveda to zdaj absolutno pogledali in pa tudi dobro spremljali. Če lahko malo skočimo besedo, v bistvu, ko se ravno o tem govori, jaz sem v bistvu vmes pobrskal po bimobject.com. V bistvu sem presenečen. Potem pač tle gor sem sicer celo našel Knauf Insulation, kjer so določene knjižnice objavljene, ampak to očitno potem niso vaše. Ne, tukaj moram omeniti to, da kot sem že na začetku omenil, Knauf Insulation za gradbeni segment je voden strani vsake države, posebej za vsak posamezni trg. Mi smo se odločili, da naše BIM knjižnice za naše produkte, ki se tržijo tukaj v Sloveniji in niso enaki recimo na Hrvaškem, Italiji, Avstriji in podobno, objavimo potem samo na naši spletni strani. Se pravi, da ne begamo drugih uporabnikov, ampak so dosegljive na naši spletni strani www.knofinsulation.si. Zaradi tistega razloga smo pa naš sistem zelenih streh Urbanscape dali delati španskemu podjetju Bimetica, tisto pa bo objavljeno oziroma je že objavljeno tudi na naši Urbanscape mednarodni spletni strani. Tisto pa je na voljo potem projektantom in uporabnikom po vsem svetu. Tako da na BIM Objectu mislim, da so produkti oziroma BIM datoteke naših skandinavskih Knauf Insulation podjetij. Ja, nekaj v bistvu, nekaj Danska, Švedska, tako. Norveška. Ja, nimajo pa še Knauf Insulation ostali izpostave svojih BIM knjižnic. Recimo, marsikatera država še tega nima. Tako da tukaj smo tudi v samem koncernu Knauf Insulation eni prvih, ki smo to razvili. Seveda so bili tukaj skandinavske države, Velika Britanija pred nami, ker ima to že uzakonjeno, tudi kakšna Španija. Ostali pa so v procesu izdelave ali pa tik pred tem, da bodo kmalu to objavili. No, v bistvu, če gledam glih neke švedske zadeve, v bistvu od Knauf Insulation in vidim, da je objavljeno februarja 2016, skratka ne zelo staro že, ne? Tako da je precej novo, tudi vidim, da ni prav veliko downloadov še bilo narejenih, tako da je v bistvu očitno ste zelo ažurni, svetovno, ne? Vsaj v tem okviru Knauf Insulation koncerna, ne? Tukaj je mogoče samo omemba, mene sicer presenetilo, da so dali na BIM Object skandinavski kolegi, ker BIM Object je pač neka mednarodno dostopna spletna stran. In kot rečeno, produkti, ki se tržijo, recimo izolacije, ki se proizvajajo in tržijo na skandinavskih trgih, se ne tržijo recimo v drugih koncih, sploh ne tukaj v Sloveniji in podobno. Tako da niti mogoče ni smiselno, da objaviš celemu svetu te BIM datoteke, ker dejansko v realnosti
jih recimo tukaj v Sloveniji njihovih produktov ne bomo grejevali, ne, kupovali. Zame je pa eden od glavnih pomenov BIM metodologije ravno ta, da projektiraš, v bistvu, da vzpostaviš virtualni model dejanskih elementov in materialov in pa konstrukcij, ki jih boš potem ugradil in zgradil. Tako da z tega stališča smo mi objavljeni lokalno na spletni strani slovenski te knjižnice, ostale izpostave pa podobno. Če lahko jaz tukaj skočim, kolikor sem jaz razumel to stran BIM Object, oni omogočajo tudi, da se upiše oziroma izpolni polje, kje so ti izdelki na voljo. Zdaj, če gledamo na to stran kot neko stran z metapodatki oziroma z vsemi objekti, ki so svetovno dostopni, bi morda vseeno razmisliti, da bi se to objavilo tudi na tej spletni strani, pa se pač označi, da je produkt na voljo samo v Sloveniji. Čeprav mislim, da je na voljo tudi drugje, ampak da potem za to skrbi druga izpostava vašega podjetja. A se motim? Ja, to se da. Ta portal to omogoča, ampak glede na velikost našega trga, ki je v primerjavi z drugimi trgi precej majhen, je treba upoštevati tudi ekonomsko komponento. BIM Object je precej draga storitev, če smo iskreni. Doprinese pa lahko praktično podobno veliko, kot pa če imamo mi objavljeni na spletni strani, naredimo mailing in pa drugo marketinško oglaševanje oziroma pač podobne prijeme, da to plasiramo do končnih uporabnikov. Tako da zato se za to storitev nismo odločili, sploh pa če bi vsaka Knauf Insulation izpostava objavlja svoje produkte, ki so si lahko podobni, ampak se razlikujejo po imenih in po recimo lambdah, se pravi toplotnih prevodnostih, izolativnostih in tako dalje, bi bilo lahko na BIM Objectu v končni fazi ogromno enih Knauf Insulation produktov in se nihče ne bi mogoče znajde več iz tega, kater produkt zdaj izbrati. Zato smo se odločili, da zelene strehe, ki so namenjene mednarodni skupnosti, vsem uporabnikom pač plasiramo na en tak mednarodni portal oziroma trenutno na mednarodno spletno stran, v kasnejši fazi tudi na kakšen tak portal. Te lokalne produkte pa tja ne bomo objavljali. Ok. V bistvu ja, jaz sem imel skoraj podobno pripombo oziroma kot je Robi povedal, me pa v bistvu, moram reči, presenetilo, ko si rekel, da je tale zadeva precej draga za proizvajalce. Še jasno, popolnoma razumem, da je v bistvu trg v Sloveniji praktično minimalen in pač zakaj bi nekomu plačeval za to, da bo 1 ali pa 2 na leto nekaj izdownloadal, potem pa to knjižnico tako imata, ne? Tako. Ja, se strinjam. Je pa, no, sam, da dokončam svojo misel, je pa v bistvu res, ne, da če bo slučajno zadeva BIM Object kot tak, ne, nekako našla pot v neke BIM programe, v smislu Archicada, Revita, Allplana in podobnih, kjer bo pač kar avtomatično tja gor hodil gledat, ne, je pač to potem za arhitekte gradbenike en korak manj, kjer bi morali to stvar na roke poiskati. Ne? Ampak se ne bom delal, da vem, kaj morate vi početi. Ne? Tako da... Zdaj gledam na tej spletni strani, pa iščem BIM objekte, pa jaz jih v bistvu ne najdem. Na kateri spletni strani pa? knaufinsulation.si. Ja, potem greste pa pod rubriko dokumenti. Ok. In je potem takoj zgoraj BIM knjižnica na voljo. Tako, hvala, ampak je precej skrito, tako da prvi komentar. Ja, to bo zdaj v kratkem, bo to spremenjeno, da bo takoj dostopno. Morda bi jaz pričakoval to v razdelku, ki piše stopite kot projektanti in arhitekti. Mogoče ne ideja. Tudi to. Res je, da imamo na naši spletni ogromno enega gradiva, ki je detalov, tudi popisnih tekstov, video, fotomateriala, prospektov, tehničnih listov in je treba na nek strukturiran način vse to urediti. Tako da definitivno zdaj to, ker je novost, bo vsekakor tudi izpostavljeno veliko bolj.
No, skratka, omenil si že, da velikega odziva na tole še ni. Ne? Kaj pa mogoče veš, kako je s tem Urbanscape oziroma s tem zelenim delom, kako je uporabo tega, pač recimo v tem svetovnem merilu. A se motim, ali je to bilo razvito pri vas ali je bilo to razvito kje druge? To je bilo razvito tukaj v Sloveniji in tudi glavna komponenta, glavni sloj, 4 sloje, ki sestavljajo ta sistem zelene strehe, se proizvaja tukaj v Sloveniji zaenkrat čez cel svet. To se vgrajuje, ta sistem ekstenzivne zelene strehe se vgrajuje dejansko po celem svetu, recimo Amerika, Kitajska, Iran, Bližnji vzhod, Dubaj, Abu Dhabi, seveda Slovenija, evropske države in tako dalje. Sama knjižnica BIM pa je bila izdelana z moje strani, oziroma vse je bilo pripravljeno z moje strani, vsi potrebni podatki, želen videz, izgled in tako dalje, struktura. Dejansko sama izdelava potem knjižnice v samem BIM formatu pa je bila izvedena strani BIMetika v Španiji. Jaz bi sam morda že kar vnaprej se napovedal, da Domna kontaktirava čez nekaj časa, ker bi me zanimali prvi odzivi na njihove knjižnice in če bodo kakšni odzivi, kako jih uporabljajo. Predvsem pa zdaj tukaj v tem primeru zanima, so to samo knjižnice, da za projektante in arhitekte, oni bi to Domen uporabljali tudi potem za prenos količin in za naročanje v marketinškem oddelku, ali je to nepovezana sistema, sta mogoče že povezana, kak je zdaj trenutno s tem, oziroma če imate kakšne druge plane? Ja, tako je. Zdaj, mogoče, da še odgovorim na prejšnjo vprašanje. Ja. Zdaj, v kratkem bodo znane točne številke, koliko je bilo teh prenosov naših vseh, tudi Urbanscape, se pravi mednarodnega. Vem, da se nekaj uporablja, točnih številk pa zdaj v tem trenutku žal nimam. Bom pa v kratkem, da lahko naknadno malo sporočim. Mišljeno je pa tako, da v bistvu je to v prvi fazi za projektante, da te materiale oziroma produkte vključijo v svoje projekte. Direktne povezave nazaj iz popisov količin v naša naročila ni, ker to poteka vsaj za slovenski trg, definitivno lahko to govorim, prek velik deležnikov v procesu, ne, se pravi od projektanta gre do izvajalca, od izvajalca gre do podizvajalca, od podizvajalca gre do trgovca in od trgovca šele potem pride naročilo do nas, tako da te direktne povezave ni, mislim, da je tudi neposredno ne bo v taki obliki, kot je mogoče bila mišljena. Definitivno pa delamo tudi na tem, da smo se že povezali s slovenskim podjetjem, ki nudi povezavo med BIM platformo, se pravi dejansko BIM modelom in pa dejanskimi popisnimi teksti. Se pravi, v trenutni fazi dobimo iz BIM modelirnikov, recimo Revit, Archicad in podobno, popise količin. Se pravi, taka pa taka stena, toliko kvadratnih metrov, ta pa ta izolacija, toliko kvadratnih metrov ali kubičnih metrov, pač te izolacije. Ne funkcionira pa še ta povezava med temi količinami in dejanskim popisom del, ki je pa osnova za potem razpise, ponudbene predračune in tako dalje. Ampak, kot rečeno, smo že v fazi tudi nadaljnega razvoja tega in že sodelujemo s slovenskim ponudnikom, ki izdeluje te rešitve. Mogoče še druga stvar, ki bi jo lahko omenil, te knjižnice, se pravi, so bila prva faza našega BIM razvoja, druga faza, ki nas čaka v prihodnosti, ki se je bomo lotili, mislim, interes uporabnikov je, da ti naše BIM knjižnice povežemo tudi z našim programom za izračun gradbene fizike, to je KI Energija, ki je eden od 3 certificiranih oziroma uradno uveljavljenih programov tudi za izdelavo energetskih izkaznic v Sloveniji. Tako da bi lahko neposredno dobili iz količin, ki jih dobimo iz BIM modela,
že prave količine in sestave konstrukcijskih sklopov v tem programu, kaj je energija, da ni potrebno teh elementov in pa količin še enkrat ročno vnašati. Tako da to bi bila tudi ena dodatna nadaljna faza razvoja. To je, si predstavljam, kaj, poseben program, kjer načeloma izvoziš tale BIM model, pa ga tam nekako uvoziš noter in potem računaš naprej, ali je to zintegriran kot nek plugin v obstoječe BIM programe? Kaj energija je čisto ločen program, ki se uporablja recimo za izračune gradbene fizike, za izdelavo energetskih izkaznic, kjer pa za določeno lokacijo objekta, njegove karakteristike, recimo bruto, tlorisna višina, neto površine, oblikovni faktor in tako dalje, in potem ročno sestavljamo konstrukcijske sklope, recimo zunanja stena, sestava, recimo opeka, kamena volna, zaključni fasadni met, na notranje stanje apneni met, z realnimi materiali, seveda z realnimi materialnimi karakteristikami, ne? In potem iz tega točno dobimo faktore toplotne prehodnosti, a se pojavi v konstrukcijah kondenzacija vodne pare in tako dalje, na podlagi točnih meteoroloških podatkov. Poleg tega lahko definiramo tudi zelo natančno ogrevalne sisteme, sistem ogrevanja, potem sistem ogrevanja vode, porabo elektrike, razsvetljavo, zračenje in nadaljne sisteme, in iz tega dobimo nek celovit podatek o rabi energije in potrebni energiji za obratovanje objekta, toplotnih izgubah in tako dalje. Zdaj, poanta je, da ne bi tega uporabnik vse ročno vnašal vseh materialov, materialnih karakteristik in sestav teh konstrukcijskih sklopov, ampak bi jih dobil v primeru uporabe BIM platforme že direktno iz BIM modela. No, super. Okay. Skratka, ta del povezave očitno še ni narejen, ne? Ampak najbrž pa imate načrt. Ne. Okay. Ampak je nek potencial za prihodnost. Ja, definitivno. Ne? Okay. Jaz mislim, da bi tale osrednji del razgovora počasi zaključili in šli na počasi priporočila, ki se pa tudi nanašajo na BIM. Domen, nekaj očitno si pripravil, ravno povezavi z izolacijskimi postopki stavb. Povej, kaj si tlele kot priporočila dal? Jaz bi recimo priporočal vsem, ki so v postopkih gradnje, bodi so samograditelji, lahko tudi projektanti ali izvajalci, da si malo ogledajo portal KIS.TV, KIS.TV. To je v bistvu portal podjetja Knauf Insulation Slovenija, kjer je objavljeno veliko koristnih videov s postopki izoliranja stavbe od streh, zunanjih sten, tal in tako dalje, do webinarjev in drugih koristnih informacij, recimo kakšna nepovratna sredstva Ekosklada so na voljo, kako se lotiti česa, kako izbirati sodelavce oziroma partnerje v procesu gradnje in tako dalje. Tako da precej koristnih informacij tukaj v neki audiovizualni preprosti obliki. Odlično. Robi? Ja, moja priporočila oziroma danes je bolj novica. Opazil sem, da je bilo pred nekaj časa, pred kakšnim tednom, je bila novica, da so zgradili najvišjo leseno stavbo. Zdaj še vedno nisem pričan, če res najvišja stavba v Evropi, ali to velja zgolj za Norveško. Je pa vseeno, so podatki impresivni, da je to 52 metrov visoka stanovanjska stavba, da v bistvu skoraj enkrat više od prejšnje najvišje, ki je v Avstraliji, tako očitno pa res so svetovno merilo. Kar mi je bilo najbolj zanimivo, je to, da je bila cela sprojektirana z BIM-i, in to z enim orodjem, ki se reče MagicCAD. Jaz moram reči, da sem prvi slišal zanj. Po nekih dodatnih raziskavah svojih sem ugotovil, da je to en skupek programov, predvsem namenjen za strojnike in za elektrostroko, postavljajo tudi neki vtečniki za AutoCAD. Kar je pa spet zanimivo, pa tudi, da se povezal z AutoCAD-om, kar je nov pokazatelj konsolidacije na področju BIM-a, ki so se zdaj orientirali okrog dveh najmočnejših igralcev. Tako da, če koga zanima, povezava do novice bo v zapiskih, pa si morda pogledajte, meni se ta stavba precej impresivna in tudi moram
reči, da je čisto po mojem okusu. Hvala za tole novico. V bistvu zelo zanimivo, da se en tak program v bistvu najde, ki za njega praktično nismo slišali. Vidim pa v bistvu dejansko sem tle na spletni strani americat.com in software, ki ga imajo, v bistvu dejansko obsega praktično od razne arhitekture ne vidim, vse ostala pa v bistvu imajo, ne? Od ventilacij do električnih inštalacij, do skratka vsega. Ne? Skratka zelo zanimivo. Ne? V bistvu to, kar se jaz sprašujem, koliko časa bojo še samostojni. Ja, se že povezujejo z Autodeskom, tudi na spletni strani objavljen na vrhu novici, tako da me res zanima, koliko časa bojo samostojni. Hvala za te dve novici. Jaz nimam nič konkretnega pripravljenega, tako da Domen, na vrsti si ti s hitrimi vprašanji. Povej, sicer lahko sklepam, kaj uporabljaš, ampak vsem povej, kjer BIM programsko opremo uporabljaš največ, tako da za enega se je treba odločiti. Ja, imamo licenco za Revit, tako da odgovor bi bil kar to. Ok. Bom jaz postavil vprašanje. Ja, sam pazi, kako ga boš. Ne? Tako da ne, jaz sem zmer v podrejenem položaju. Ne, bom čist v redu postavil. Domen, kaj meniš? Kaj je BIM, predvsem tisti M na koncu? A razumeš M bolj kot model ali bolj kot proces? Ja, Robi, danes bom tebe razveselil. Jaz smatram BIM predvsem kot proces, katerega glavni oprijemljivi del pa je seveda BIM model. Bom razložil. Zdaj, BIM model vsekakor je definitivno glavni sestavni del tega, da BIM proces funkcionira. Jaz BIM proces smatram kot dogovor med deležniki v gradbenem procesu, da uporabljajo isto platformo oziroma ista orodja, če temu lahko tako rečemo, ki so med seboj interoperabilna in uporabljajo neko skupno strukturirano obliko podatkov, in to je zame BIM model, da med sebojno sodelujo tako v fazi projektiranja, izvedbe, kot tudi v fazi vzdrževanja oziroma upravljanja stavbe. Zdaj, BIM model vsekakor je nujna osnova, da ta proces oziroma sodelovanje funkcionira. Ni pa to še edini pogoj, da ta proces funkcionira. Recimo en konkreten primer, jaz v svoji liniji dela ogromno sodelujem z arhitekti. Marsikateri slovenski arhitekti so že preizkusili BIM tehnologijo, so jo že uporabljali, ampak se sčasoma potem opustili. Zdaj, glavni razlog je predvsem to, da recimo, če BIM platformo uporablja samo arhitekt, ostali deležniki pa ne, recimo mora statiku v eksportni obliki, potem v DVG formatu pošiljati načrte, potem statik ponovno ročno naredi svoj model, bodi si 2D, 3D model za statični izračun, arhitekt pošiljati DVG datoteke strojnim elektroinženirjem, oni spet na svojih CAD platformah ustvarja svoje načrte, pošilja nazaj arhitektu, seveda gre potem to naprej do izvajalca, na koncu na upravno enoto v papirnati obliki, vse na nekih 2D podlogah. Potem vso to delo, ki ga in trud, ki ga in pa seveda svoj čas, ki ga v to vloži arhitekt, pa je lahko ta BIM model od arhitekta zelo podoben, zelo natančen, super, z vsemi rešenimi kolizijami, z vsemi rešenimi detalji, z natančno definiranimi materiali. Mali izgubi ta svoj čar oziroma smisel. Se pravi, arhitekt ima zelo veliko dela, da vse to vzpostavi, ampak če drugi deležniki procesu ne znajo tega izkoristiti v polni meri, zame to ni tisti pravi BIM. Se pravi, BIM jaz smatram bolj kot metodologijo, ne samo kot fizični oziroma digitalni model. Sam za objekt. Domen si me prepričal. Še zmeraj je to model, tako da hecam se. Ne, resno. V bistvu, se strinjam, no, ampak
moram biti malo. Moram malo narediti okoli tega. No, še zadnje vprašanje, v bistvu pa tale nesrečen OpenBeam oziroma standardi v tem BIM procesu. Kako je s tem? Se splača malo potruditi okoli tega ali pa rečemo, tako kot ste bolj ali manj vi rekli, ne? Ok, naredimo za vsako platformo svojo verzijo in smo s tem zaključili, ne? Zdaj, absolutno bi bilo seveda super imeti standardizirano, funkcionalno varianto teh podatkov, ki se lahko seveda brez problemov izmenjuje z drugimi platformami. Resnica pa je ta, ne, da pač vsak razvoj neke rešitve nekaj stane. Ne. Seveda nihče noče v industriji ogromno nekaj truda, časa, stroškov, financ, znanja porabljati za nekaj, kar bo nekdo potem z nekim čist brezplačnim softverem, programom uspešno izkoristil in bil veliko bolj konkurenčen ravno zaradi tega. Ne. Tako da v praksi je malo težav, kar se tega tiče. Saj ni problem, če rečeš ne, je to ne. V bistvu vse se čisto popolnoma razumem argument in sem pričakoval, da bo več takšnih odgovorov, ne, kot jih je, kjer večina želi ostati v bistvu nekako na tej, recimo, malo akademski strani, pa reči, treba OpenBeam, pa gor in dol, ne, na koncu pa taka podjetja, kot je vaše tam, ne, pa hočejo bolj manj prodati stvari, ne. So majčkeno bolj pragmatično se obnašajo okoli vseh teh vprašanj. Mogoče ne bi tako. Jaz absolutno sem za to, da je to odprto, da se izmenjujejo informacije prosto. Razumem pa podjetja, ki razvijajo softvere, da pač radi vidijo, da uporabniki uporabljajo njihove rešitve, ne? Recimo celo linijo njihovih rešitev, kot pa eno njihovo rešitev in pa mnogo drugih rešitev, ki niso njihove. Ne? Jaz bi tako odgovoril na to. Kaj bomo pol napisali tukaj? Mogoče? OpenBeam mogoče ali damo ne? Vse. Ja, moje osebno stališče je, da sigurno da. Ampak razumem tiste, ki so za ne. Ja, v redu. Ok, napisal. V redu, lej, smo na koncu tele oddaje. No, mogoče predno rečemo, Dio, mogoče še kakšna stvar, ki je potreba posebej omeniti, kar bi rad še izpostavil, kje te lahko poslušalci najdejo? Definitivno na telefonski številki oziroma mailu za svetovanje Knauf Insulation. Ok, to bomo v zapiske dali, ne? Ja, tam sem definitivno na voljo bolj za bolj taka klasična vprašanja oziroma manj klasična vprašanja, kar se tiče energetskih sanacij in podobnega. Privatno pa sem dosegljiv na Facebooku, Domen Ivanšek. Vsekakor sem vedno pripravljen nekakšen zanimiv pogovor o potovanjih, o športih, o tehnologijah oziroma o marsičem. Kakega posebnega bloga, spletne strani pa ne vodim v tem trenutku. Hvala. Robi? Mene lahko poslušalci še vedno najdejo na robert@klinc.net, če pa kdo uporablja Twitter, sem pa tam tudi kot @robertklinc, ampak ne pričakovati preveč objav v BIM-u. No, verjamem, jaz tudi prav veliko BIM-ov ne govorim po telih družabnih omrežjih. Če me kdo slučajno spremlja na Facebooku, vidi ponovadi kakšnega psa objavljenega, ne pa kaj drugega. Sicer me pa lahko najdete na matevždolenc.com, tam so povezave tudi na vse ostale stvari, ki jih počnem. No, BIM pogovori so pa na spletu, Facebooku in Twitterju posod z BIM pogovori, tako da na tem mestu, Domen, bi se najlepše zahvalil za čas, ki si nam ga namenil. Upam, da se še slišimo in boš lahko poročal v bistvu, kako se vsa stvar okoli BIM knjižnic razvija. Absolutno. Lepo se majta. Adijo. Enako. Adijo.